Ravno takšen čas nam pove nekaj. Namreč pred kakšnim letom, dvema sem se peljal proti Ljubljani in je bila na radio na Valu 202 anketa, česa se Slovenci najbolj bojijo. Moram povedati, da sem bil šokiran. Iz izkušenj povem, da je točno. Ne bojijo se izgube službe, ne bojijo se šefa, ne bojijo se izgube zdravja. Slovenci se bojijo javnega nastopanja. Ravno zaradi tega, ker se tega bojijo, imamo probleme, zato ker je težko dobiti ljudi, ki bi svoje misli, svoje ideje povedali, javno te svoje misli zagovarjali, ker praktično pojavi se, vsak Slovenc bo rekel, joj, televizija je tam, bežimo v stran in tako naprej. To je katastrofa, ampak to je vse posledica vzgoje od doma, šolanja, ki izhaja iz ene osnove. Vsi vemo, da naši glavni junaki so Prešeren, Cankar, vsi ti pesniki, ampak oni niso vzorni ljudje. Niso vzor, niso osebe, ki bi jim jaz zaupal. So umetniki, tudi jaz, če sem malo kajen, mi padejo kakšne pesniške ideje, pa jih včasih napišem, pa drug dan iščem, pa ne najdem. Ampak, veste, mi imamo velike Slovence, Jurija Vego, imamo ne vem koga vse, o teh pa ni govora. Zamolčani so. Zato, dragi Slovenci, prosim vas, ničesar se ne bojte. Če se ne upate vi pojaviti, podprite tistega normalnega, razumnega človeka, ki se upa pojaviti. Povejte, kaj vas muči, preneste na njega in če mu zaupate, bo tudi to povedal javno. Hvala. Hvala, evo, to je bilo tako lepo povedano, Ludvik. Jaz ti povem samo nekaj, da ko sem študiral za, kako že rečejo v stari slovenščini, fajmuštra, mene je bilo najbolj strah pridige, javnega nastopanja. Meni ni bilo problem na oder jet pa odplozati ene stvari, recimo nastop narediti ob neki muziki, nekaj odplesati, ampak govoriti, nekaj povedati. Je bila pa vzgoja taka, da če si nekaj povedal in te je okolica zasmehovala, češ lega, kak butol je, kaj govori, neumnosti govori, noben pa nerad izpade neumen, kaj ne? Ljudje božji, če se lahko doma za mizo pogovarjate s partnerjem, z otroci in če se s prijateljem pogovarjate ob vodi, ob reki, ko greste, ne vem, v planine ali pa na morju v prostem času, brez strahu povejte svoje misli, to je nekaj najlepšega. Nič za to, če se zatakne, nič za to, če misel preskočiš. Nič za to, ljudje imajo to samo še raje. Bolj, ko je zadeva perfektna, verjemte mi, manj ima vsebine, ker samo na napakah se učimo drug od drugega. In to je z moje strani. Zelo težko, tako kot je Ludvik povedal, sem šel skozi to šolo in meni tudi zdaj, bom rekel, po 30-letni pauzi, verjemite mi, jaz imam tukaj ta moj prostorček, če je kdo prišel sem noter po uslugu, ni problem komunicirati 1 na 1 ali pa če sta bila recimo 2 skupaj, ni problem. Če je bilo več ljudi noter, sem se že nelagodno počutil, ampak ko je bilo treba pa se pravi prvič pred ta Zoom stopiti, sem pa mislil, da me bo konc, da mi bo srce počelo, so se mi kolena tresla. Bilo je težko, ampak ok, prišel sem nazaj v formo po nekem določenem času. In moram reči, da včasih se počutim zelo dobro, ampak samo takrat, kadar sem pripravljen, kadar me kdo ne našajba, pa ne pride, pa potem ni programa oziroma se malo to premika, tako da imam rad tukaj en red, da to zadevo, kakor se postavi, steče. V redu.